Mi smo pa to komaj čakali. Mislim, tako, bomo rekli, komaj čakali, sploh zaradi tega, ker smo vedeli, kdo prihaja, kaj vse z njo prihaja in da prihaja v Koper. Pa smo bili vsi, ok, res, smo pripravljeni, smo. Jutranja ekipa Radia Capris, torej danes z Janjo Garnbret. Dobrodošla. Dobrodošla v Kopru. Mi bi kar takoj začeli z vprašanjem, ker imamo omejeno količino časa in gremo straight to the point. Mene zanima, ko si bila še mlajša, ker si že tako si mlada, a si kdaj recimo rekla, to bom pa preplezala, pa nisi bila 100% prepričana, če lahko, ampak si imela neko dodatno moč. Recimo en dober petkov večer, pa si začela plezati na nek stolp ali neko stavbo. Pa ne, iskreno povedano, ko sem bila mlada oziroma mlajša, nikoli si nisem mislila, da bom kadarkoli postala profesionalna športnica. Ne. Vedno sem imela neke vzornike in hočeš plezati kot oni, želiš imeti iste rezultate, isti stil plezanja, ampak nikoli pa nisem tako zavestno razmišljala, jaz bi pa bila rada olimpijska prvakinja. Ne. Ampak to je prišlo sproti in nekako tudi iz notranjosti mene. Tek sem čutila, da je mogoče to moje poslanstvo na svetu, ampak nikoli pa ne zavedno, da bi zdaj res razmišljala, ok, jaz pa hočem biti olimpijska prvakinja. Torej v petek zvečer nisi skočila na kakšen stolp? Ne, v petek zvečer nisem tako mislila. Ne, vedno sem samo uživala v tem, kar delam. Cool. Janja, veš, kaj mene še zanima? Ali je Janja Garnbret kdaj doživela kakšen heartbreak? Da bi rekla, da si imela kdaj zlomljeno srce tako zares in kot vsi ostali verjetno. Vsakemu se to kdaj zgodi, ne? Mislim, edino, kar meni stre srce, je plezanje. Okej. To je varianta, ne? Pač ni nujno, da je to v ljubezni, naprimer. Tudi po moje nek slab rezultat verjetno ti prinaša neko... Ja, mislim, če smo pri plezanju, a ne... Valjda pač toliko cajta delaš za eno stvar, toliko energije vlagaš in pol, če ti pač nekaj ne uspe, ti tudi to stres srca, ne, še vseeno si toliko not v temu, pa toliko uživaš v temu in vse daš za to, da je na koncu pač nek heartbreak. Zdaj, mislim, heartbreak, ki sem ga jaz doživela, je mogoče bil 2 leti nazaj v Kopru, ko tukaj nisem zmagala. Mi je bil takrat, ne vem, še nikoli po nobenem porazu nisem bila toliko razočarana, ko smo pa takrat tukaj, torej ne vem, da je 2022 po moje, da je bilo. In takrat sem bila res, ne vem, nisem mogla nehati jokati, res mi je bilo res heartbreaking. Ja. Mi smo jo točno tle zdaj postavili, by the way. Na kraj zločina. Na kraj zločina. Sodelovala si v kampanji Navijaj pametno. Pa me zanima, si imela kdaj kakšno negativno izkušnjo z ljudmi oziroma mogoče zelo kar z vrstniki? So bili kdaj mogoče malo v navednicah žleht, niso bili takšni, kot bi lahko bili? Vrstniki mogoče ne toliko, sploh pa, ker se ponavadi se tako gibljem skozi v krogu nekih športnikov ali pa sploh plezalcev, da nekako zastopijo, zakaj se gre, kot bi morali. Tako da od njih tega nisem doživela. Ampak seveda pa pač od ostalih ljudi, ki niso mogoče v plezanju, oziroma po domače povedano kavč športniki, bojo vedno imeli nekaj čez to zapovedati. Ali pa mogoče nima neke take strasti do nečesa, kot imaš recimo ti. Tako, ali pa ne vem, sej po eni strani jih zastopim zato, ker če ti nisi v tej koži, če enkrat tega ne doživiš, nikoli ne boš vedel, kak je to, in pač vedno boš imel nek komentar na to, kaj bi mogel drug narediti boljše. Ampak po drugi strani je pa seveda to žleht po domač povedano, je res nesramno. Ampak jaz pa tudi ne berem, jaz nisem oseba, ki bi brala komentarjev, tudi že 10 let nazaj sem se odločila, da tega nikoli ne bom delala, ker se mi zdi, da če si nekako gradiš samozavest na nekih komentarjih, pol tudi te bo en slab komentar te bo vrgel iz tira. Tako da nikoli nekaj ne berem, sploh pa nekako furam svojo linijo, delam to, kar je meni fajn in pol mi je tudi vseeno, kaj si drugi mislijo, ampak ja, pridem pa seveda, hočeš nočeš, prideš v stik z kakim slabim komentarjem in se me včasih kaj dotakne, zdaj se itak ne bom spomnila nobenega, ampak se te dotakne, ampak skozi eno uho not, skozi drugo ven, to je najboljše. Veš kaj, z razlogom je naredil MK Komad, veš kaj bi ti mogel, tako da ta jim povedal, mislim, da vse. Tako. Gremo k olimpijskim igram. Imaš kakšno rutino, kot si jo imela pred takim izzivom? Mislim, če imaš kakšno rutino kot pred tako veliko tekmo, pred takim velikim naporom?
Ja, v bistvu tudi najboljši nasvet, ki sem ga kadarkoli dobila, je, da na olimpijskih igrah ne smeš narediti več, ne smeš narediti manj kot pa tvoja normala. Tako da nisem imela posebne drugačne rutine, zato delala sem to, kar delam na vsakem treningu, na vsakem svetovnem pokalu, tako da nisem ničesar spreminjala, ne. Tako da moglo je biti vse tako je doma, čim bolj domače, da se ti ne zdi, kot da so olimpijske igre. In moram reči, da mi je kar uspelo do finala. Kaj si potem v finalu naredila? Ne, nič drugače, ampak se je čutilo še vseeno, kot vedno ponavljam, ta veličina dogodka, se tam čuti, pač pritisk je tam največji, še zmeri, mislim, sem tudi javno povedala, ne, da pač grem tja po eno stvar, ne, da karkoli drugega bi bilo, bi bilo za mene neuspešne olimpijske igre. Ne. Pa tudi, če bi pa rekla, da si želim sam stopničke, bi se pa zlagala in to bi pač vsi vedeli. Ne. Tako da sem si po eni strani sama kriva, ampak ja, se tam kar čuti, da je to velika stvar. Ko si v steni, ko plezaš, imaš nek notranji monolog, se pogovarjaš sama s sabo, oziroma kje v tistem momentu, na kaj se najbolj fokusiraš, kje je tvoj fokus? Pa navad poslušam glasbo, to je ena stvar, ki te na nek način sprošča in še zmeraj motivira, pa tudi glasba je enaka, ki jo poslušam na treningu. Ne. Glih zaradi tega, da torej te neka glasba vrne nazaj v trening in lahko prikličeš une občutke, ko jih imaš na treningu, torej kako dobro si se počutil na unmo treningu in iščeš te občutke nazaj. To, da se ne počutiš, kot da si na kompu, v tem stilu. Recimo, ja. Tudi če recimo se un dan na tekmi ne počutiš najboljše, ne glih s temo glasbo in mogoče z vizualizacijo iz treninga lahko prikličeš te občutke nazaj. Tako da to ponavadi in tudi kar se mi je pa prvič na olimpijskih igrah zgodilo, je bilo pa to, da nikoli nisem zastopila, zakaj si nekateri na glas nekaj rečejo. Ne? Jaz sem si pa prvič rekla nekaj na glas, ne? In to mi je bilo čisto čudno, ampak je pomagalo. Ne? Rekla sem si, sam tako na treningu. To pomeni, plezi sam tako na treningu in bo vse ok. Top. Ok, ponavadi slišimo ta mit, da športniki, predvsem vrhunski, samo trenirate, da imate res tisto strogo disciplino, ampak verjetno Janja Garnbret kdaj pogleda tudi kakšen film, pogledaš tudi kakšno serijo, kaj najraje gledaš? Ja, mislim, jaz sem res taka oseba, ki hoče imeti organizirano vse, kar se tiče okoli treninga. Teda to je za mene prioriteta. Teda jaz vem, da moram imeti trening tipi-topi, 100% v nulo, zrihtan, torej tudi plan je narediti že za eno leto naprej, tudi treningi so ponovadi kar 3 mesece naprej, že točno določeni, kaj bom delala 15. junija, recimo, če smo marca. Tako da to imam vse točno določeno. Drugače, izven tega sem pa res full easy. Tako da ne vem, rada gledam serije, ker seveda je 5 serij, 5 epizod ful boljš pogledati, kot pa en film, ne? Tako da rada gledam serije, rada se družim s prijatelji. Kaj si gledala na zadnje? Veš, to me ne zanima. Kaj si na Netflixu, verjetno si kaj pogledala? Ja, na Netflixu, zdaj gledam Dr. House-a. Ok, to sem tudi jaz pogledala na zadnje. Prav bingeam. Bingeaš, to me zanima, če bingeaš, bingeam. če lahko sestaviš po epizodi. Ne morem se, to je prav vse ali pa nič. A si kdaj tako kot mi tudi zbujena do 4 zjutraj, zato ker se ne moreš ustaviti in potem kar gledaš eno za drugim? No to ne, ker imam trening imaš trening zjutraj verjetno, ne? Ne glih zjutraj, ampak še vseeno pa rada tudi spim, ne? Tako da še serije nek balans. Ok. Te verjetno Netflix vpraša, are you still watching? Ja, ponavadi. Bi nadaljevala. Ok, kot smo tudi prej omenili, poslušaš glasbo pred svojimi obračuni, pred svojimi tekmami in na osnovi tega je tudi tvoja oboževalka Ela ti postavila vprašanje, zdaj boš lahko poslušala. Ko poslušaš glasbo, pesmi katerih izvajalcev poslušaš? Jaz poslušam nek house techno drugače. Ampak seveda se na moji playlisti najde tudi od španskih do slovenskih, do nekega repa, do vsega, ne? Tako da jaz poslušam vse, odvisno od mooda. Drugače pa, kaj poslušam, ne vem, Peggy Gou, torej ona mi je bila zdaj full cajta, oziroma mi je še zmeri, res fajna. Pol od Swedish House Mafia sem Lioness poslušala na olimpijskih igrah in to sem ga imela na repeat in nisem poslušala nobenega drugega komada. Drugače pa Sete iz Tomorrowlanda, to ful rada poslušam, tako da naslednjo leto sem sigurno na Tomorrowlandu, ker to govorim že 5 let. Tudi če tekma? Tudi vse mi je, jaz sigurno tekmo za ta Tomorrowland, ker zdaj sem naredila svoje, ni nič pomembnega naslednjo leto, razen svetovno prvenstvo, ampak to je konec avgusta, teda je še zmeri cajt za Tomorrowland. Tako da to, drugače pa imam rada, ne vem, slovenske, od Siddharte, Mi2, Bigfooti.
A si bila kdaj na kakšnem velikem koncertu, oziroma si želiš iti, ok, festival, torej Tomorrowland, ampak kakšen velik koncert, če si bila ali pa si želiš? Nisem bila, pa si ful želim, ampak tako je zmerja, ne, vedno je neki, ali je tekma, ali moraš trenirati doma, ali nikoli ni bilo cajta, da bi šla, tako da zdaj pa mislim, da je končno cajt. Na koncert od koga? Ne vem, česarkoli v bistvu. Kar samo da je velik samo, da je občutek, velik ne? koncert, občutek, da je fajn. Ok. Ja. Kaj ti je večje veselje nekaj dobrega pojesti ali nekaj dobrega skuhati? Odvisno, ali sem v moodu, da rada jaz koga razvajam, ali pa da sem razvajana, a se tako reče. Ja. Tako da, ne vem, res rada ful kuham, drugače, tako da to še je ono, kaj delam v prostem času, kuham. Rada probavam različne recepte, tako da, kaj pa vem, odvisno spet od mooda, ja. Ful rada skuham, pa tudi kaj dobrega skuham, da ne bo kdo mislil, da ne znam kuhati. Ja. Ampak rada pa ja, tudi grem, pač rada pa tudi dobro jem, tako da greš v neko dobro restauracijo, tu pa tam je lahko tudi kakšna fancy, ne vem, pri Ani Roš sem bila recimo v Hiši Franko. To je bilo meni vrhunsko in nekaj najboljše, kar si lahko kdaj doživiš v kulinariki, ne. Tako da rada imamo tudi dobro pico po drugi strani, ne. Tako da, ja. Kakšno pico ješ? Jaz jem odvisno spet, vse odvisno. Ja, torej menjaš, nisi nekdo, ki bi imela isto. Ne, rada menjam, okay. Ja. Drugače trenutno, ne vem, v bistvu imam rada margarito z zelenjavo, pa različni siri gor, tega, zdaj sem v takmu. Zakon, kaj pa najrajši skuhaš, če že kuhaš, če moraš kuhati? Najrajši skuham recimo kako paščico dobro, to rada kuham, ali pa rižoto tudi. Ona je naša, pica, pašta, to je to. Ja, to je to. Mi se bomo kar prištuli in bomo hodili z njo naokoli. Tudi to me zanima, recimo, ko si bila zdaj recimo v Parizu, ne, se odločiš iti v neko restauracijo, po čemu se odločiš, kam boš šla? Verjetno moraš tudi malo čuvati, kaj boš pojedla, kje boš jedla in tako naprej. Ja, zdaj v Olimpijski vasi sem se bolj držala, v bistvu na Olimpijski sem se bolj držala Olimpijske vasi, ker ful je bila gužva, nisem hotela iti preveč ven, je bilo ful preveč hektično vse. Ampak če to izključimo, po čem? Jaz pogledam Google Maps, pogledam malo reviewje, sam jim ne zaupam toliko, pogledam slike, pol se tam nekaj že odločam, ampak pol se pa na mestu odločiš. Poznam ta feeling. Ko pogledaš se v meni, da kaj vse imajo, tako tako. Mi imamo tudi še en posnetek zate in sicer je to posnetek od Tjaše. Hej Janči, čeprav sta žal trenutno najni poti šli vsaka v svojo smer, si ne glede na vse pogosto v mojih mislih, še toliko bolj pa v srcu. Včerajšnji prvi šolski dan me je še posebej spomnil na najne čase, ko sem te vsak dan brez izjeme hodila čakat na avtobusno postajo, da sva skupaj kot takrat dve najbolj nagajivi deklici odšli na trening, pa da ne omenjam vseh stvari, ki sva jih uspela na poti do tja ušpičiti. To so res spomini, ki jih ne pozabiš nikoli in vedno bodo imeli posebno mesto v mojem srcu. Z besedami ne morem opisati, kako zelo ponosna sem nate in želim si, da ti življenje še naprej prinaša čim več sreče, miru in izpolnjenih sanj. Tvoja Tjaša. Kako lepo, kako lepo. Lepo, to je posnetek od Tjaše, tako da ona ti to želi. Mi pa še nadaljujemo z vprašanje. Bi še kaj komentirala? Ful lepo, res je, da so se najne poti zdaj v zadnjih letih malo razšle, oziroma v zadnjem letu. Upam, da se kdaj spet združijo, drugače pa ful lepo, je lepo slišati. Kakšen odnos imaš do socialnih omrežij? Si bi mogoče želela biti na njih bolj aktivna, manj aktivna, kako gledaš tudi na njih? Ker vemo, da pač želiš si biti čim bolj taka resnična vzornica nekim svojim oboževalcem, da hočeš prikazati in pozitivne in slabe oziroma negativne stvari v svojem življenju. Tako, meni se zdi, da pač socialna omrežja so lahko dvorezen meč, ne. Po eni strani je ful fajn, ker lahko izražam samo sebe, sploh ne vem, Instagram je, ne, bom kar na to zdaj. Torej, pač pokažeš dobre in slabe trenutke, ker ne vem, zakaj bi igrala neko perfektno persono, ker pač to noben ni in to tudi jaz nisem in je fajn pokazati dobre in slabe stvari, s tem se tudi pač približaš ljudem in vidijo te resnično tako, kot si, tako da je ful fajn. Sploh pa ne vem, je neka taka lahko
bom kar v angleščini rekla, ker ne vem, v slovenščini je powerful tool, ne, za različne stvari, ne vem, recimo sploh o teh prehranskih motnjah, ko sem zadnje čase veliko jih omenjala, se mi zdi, da lahko s tem, ne, širiš stvari po svetu, dobre stvari, da spremeniš svet na boljš ali pa sam plezanje, da se mi zdi ful fajn. Po drugi strani pa spet ne, spet smo pri nekih komentarjih, spet smo pri ljudeh, ki imajo pač veliko zapovedati čez tvoje odločitve, ne, kljub temu, da niso preživeli niti sekundo s tabo in sploh ne vejo od zadja. Teda po drugi strani se pa probam v določenih trenutkih, ne vem, recimo sploh en mesec pred olimpijskimi, to sem se poskušala res odmakniti od tega, ne, ker je bilo veliko, ne vem, Janja ima že itak okoli vratu zlato medaljo, itak bo zmagala, ali pa pol tudi, ne vem, to je v bistvu, jaz vzamem kot pozitivno, lahko pa tudi pač kot negativno, ne, pač je to dodatni pritisk, odvisno kakšna oseba si, ne, lahko vpliva na tebe, tako da, bom rekla, še zmeri se mi zdi fajn, ampak v določenih situacijah se pa rada tudi čist izoliram od tega. Ok, če pogledamo malo shopping, verjetno sicer je to tašen mit, ki velja predvsem za ženske, da ženske rade nakupujemo, a raje hodiš v trgovino ali naročaš tudi kaj preko spleta? Še vseeno raje grem v trgovino, čeprav ne vem, zakaj je to tako exhausting, tako te izčrpa. Je tako, se strinjamo. Jaz grem v, ne vem, v 3 trgovine, pa sem Gotova sem za dan. Pa jaz to govorim moji ženi ves čas, pa mi ne verjamem. Res, prav izčrpate. Tako da, jaz spet ne zaupam, ne, po netu, ne, odvisno spet kako kupuješ, ampak načeloma raje grem v trgovino, probaš, a ti je všeč ali ne, itak takoj vidiš, drugače ful rada šopingiram. Ful je fajn. Cool. Ja, ampak te pa izčrpa. Itak. Mislim, da se vsi strinjamo. S tem moški še posebej, ženske izčrpa. Si ja, slišala? moški izčrpa, še prej na trgovino Je stopijo. tako, že samo ko rečemo. Da pomislijo. Torej, že ko smo pri Instagramu in socialnih omrežjih, smo zasledili, da ti zelo rada sprejemaš risbice, ki ti jih otroci narišejo. Tako da tudi mi imamo zate par risbic, ki so jih narisali otroci. In sicer so to Rene, Kim in Marika. Me zanima, tako tam je res simpatična, lahko tako malo v kamero pokažeš, a to je zdaj že malo kao asociacija na LA, pa to, pa da bomo nič pa še zlato kako. Ne, to je samo Janja na vrhu sveta. To je prav otroška logika. Tako da, veš kaj me zanima, a si kdaj preštela, koliko risbic jih imaš in kje jih shranjuješ? A imaš kakšno mapico ali mogoče jih obesiš, ne vem, v telovadnici, pri steni, kje? Ne, nimam, mislim, ne vem, koliko jih imam vse skupaj, vem, da jih imam že zdaj kar dost. Ni glih mapica, ampak jih imam pač na kupu zložene. Pač zaradi tega, ker se mi zdi, da ne vem, toliko ene energije vložijo za nekaj takega, ne, pač se mi zdi to ful lepo. Tak, res se potrudijo, pa kaj takega narišajo, ne. Tako da mi je res impresivno, pa včasih mi je res luštno, no. Ja, tako tudi, ko pomislimo, ne, koliko otrok se je tudi zaradi tebe odločilo, da bo začelo plezati, ne, to je tudi, mislim, da tako res... Ne vem, se mi zdi, da je lahko si šteješ v res veliko čast, predvsem tudi to, da je plezanje zaradi tebe na vrhu Slovenije, ne samo sveta. Ja, temu pripomore najverjetneje tudi knjiga, ne? Ja. Janja in čudežna roža, ki pravi o Janji, ki ima neko posebno čudežno moč, ne? Ampak, če bi ti lahko izbirala, kateri bi bil tvoj superpower? Enega že imaš, to smo vedeli zdaj na številnih. Ker je moj superpower. Ampak tako, če bi neka roža ti lahko dala neko posebno moč, katera moč bi to bila, če bi lahko izbirala? Jaz vem. Zate ali zase? Ne, za sebe, za mene. Za tebe. Ne povej mi. Nazaj v čas in spet zmagati v Kopru takrat. A ja, leta 2022, bravo, res je, ja. To je pa dobro. Mogoče, ja. Mogoče bi lahko šla, pa ne, jaz ne bi šla nazaj v cajt. Ker se mi zdi, da ne bi nič spremenila, ne. Zdaj bi šla nazaj, če bi imela neka obžalovanja ali karkoli, tako pa jih nimam za nobeno stvar. Ker je bil pa moj superpower, ne vem. Da je bilo nevidno. Ti pomaga. Da bi bilo nevidno včasih. Pa nevidno, bravo, ja. Ali nevidno ali letenje, to je ponavadi. Ne, to je ponavadi, ja. Ja. Zdaj mene tako nekaj kot žensko zanima, jaz sem gledala tvoj intervju, ki je bil pred kratkim objavljen, v katerem si govorila... Oprosti, ne samo enega.
Ne samo enega, Ne pogledala samo sem enega. jih ogromno, res je, ker me je res si zanimiva oseba in imaš veliko pozitivnega in pametnega zapovedati. In kot ženska se me je ful dotaknilo, da si govorila tudi o menstruaciji, torej športniki, športnice predvsem in menstruacija. In se mi zdi, da si s tem tudi mogoče malo odprla to temo, ker vsi, kot si sama povedala, ne, vsi vas imajo za neke mogoče robote, ki nimajo teh težav v življenju, oziroma marsikdo ne pomisli, da valjda ženske športnice vrhunske imate tudi menstruacijo, marsikdaj tudi med treningi, med tekmami in tako naprej. Kako se sama mogoče spoprijemaš s tem, ker mogoče vemo, da menstruacijo oziroma to mesečno perilo spremljajo tudi kakšne bolečine, slabo počutje, si pomagaš, ne vem, s protibolečinskimi tabletami, z obkladki, s kakšnim toplim tušem. Kako Janja Garnbret poskrbi, da se bo med tistimi dnevi v mesecu boljše počutila? Ja, prvo moram reči, da sem ful vesela, da sem o tem začela govoriti. Mislim, nikoli me ni bilo sram ali karkoli, ampak sem vesela, da sem začela to temo, ker na koncu ima pač 50% svetovne populacije pač ima menstruacijo in ne vem, zakaj je to bila kar neka tabu tema skozi, ne. Teda sem vesela, da sem v bistvu odprla to temo in da se bo zdaj o tem še več govorilo, oziroma še več govorilo, da pač to ne bo več neprijetna tema, nekaj neobičajnega. Drugače pa je pa res, da pač kot športnike, oziroma navadni ljudje v narekovajih, športnike vidijo kot neke robote in to se mi zdi smešno po eni strani. Ker to je ena taka stvar, ki sem imela tudi jaz z njo probleme, ko sem govorila o tem intervjuju, pač sem imela pač bolečine in moraš trenirati s tem, moraš tekmovati s tem, ker ne moreš reči, jaz pa danes ne bom tekmoval. Ja, seveda, predstavite tekmovanje zame, prosim. Ja, ne moreš tega narediti in to sem se mogla pač skozi leta učiti in pač se poslušati svoje telo in se učiti iz tega in da sem danes prišla do tega, da me nekako to več ne zmoti toliko, ampak ja, seveda, protibolečinske tablete seveda ob trenutkih krize pridejo prav, drugače pa ja, pač to je neka stvar, ki jo imamo vsi, a ne, nisem jaz edina, ki mora tekmovati s tem, tudi, ne vem, rekla sem, da sem, ne vem, po moje res 71% tega, ko sem res zmagala na tak način in ja, se mi zdi pa prav, ne, da se o tem pač govori, ker to je pa recimo, ne vem, recimo včasih, ker sem bila jaz mlajša, o tem se ni nič govorilo, ne, in se mi zdi, da zdaj živimo v takem svetu, ki je to tema, o kateri se lahko odprto govori, je za recimo mlajše punce, ki se glih ravnokar, ki so prvič dobile recimo menstruacijo, pa se glih spopadajo s tem in ne znajo, nimajo koga, ki bi se mu lahko zaupale in se mi zdi to, da je fajn, ne, da se o tem govori, da se nekdo najde v temu in mu je pol pač lažje, ne, da sem res vesela, da sem načela to temo. Jaz sem res tudi vesela in sem prav, zakon mi je bilo, ko sem to poslušala, sem rekla, evo, to rabimo, to dejansko je nekaj, kar se mi Ampak zdaj je pa tudi res, da bojo vsi vedeli, ko bo malo nekaj čudno izgledala na sceni, bojo si zdih menzo, ne. Ja, pa vsaj en izgovor imaš. Vsaj en izgovor imam zdaj, končno. Ok, smo na prizorišču svetovnega pokala v plezanju v Kopru, petek in soboto, torej bo dogajanje tle izredno barvito. Kako me čakaš? Zaključimo s tem ta intervju. Ja, jaz ko me čakam, pač da bom plezala, ne, da bo ful veliko ljudi prišlo, pa navijalo za nas, da tudi v bistvu nekako pač proslavimo tudi mojo zlato olimpijsko medaljo, seveda podpremo ostale slovenske plezalce, ki bodo tudi mogoče prvič tekmovali na tekmi svetovnega pokala ravno v Sloveniji, tako da bo tudi za njih eno doživetje. Tako da upam, da se bo čim več ljudi zbralo, da se imamo fajn, da plezamo. Da to, pa upam, da bomo pokazali vsi najboljšo predstavo. Super. Najlepša hvala za čas, Janja. Prosim. Vemo, da je tvoj urnik precej natrpan in nič. Se vidimo tukaj, pod plezalno steno kmalu. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Caprice. Dobro jutro, Radio Caprice.